Ok, skupina Kmetje ste pripravljeni, skupina Levkuk ste pripravljeni. Manjka vam še nekaj članov, ne? Ena članica vam še manjka tukaj. Zdaj gremo še k zadnjim 10 vprašanjem. Mestni izid je 19 Kmetje, Levkuk skupina ima 23 točk. In sicer naslednje vprašanje ima na voljo dva možna pravilna odgovora. Tisti, ki napišete oba odgovora, oba imena in primka, čisto pravilno imate 2 točki, z enim pravilnim je 1 točka. Poimenujte dva posavska protestanta, ki sta pa najbolj znana. Skratka, na letošnji zimski grajski dogodivščini smo pripravili zopet raznovrsten program za osnovnošolske otroke, ki želijo svoje počitnice preživeti malce drugače v naši družbi in ob tem spoznati nekaj novega. Tako smo tokratno zimsko grajsko dogodivščino povezali z novimi razstavami. Današnji prvi dan je povezan z novo razstavo Puntarija, kmečki upori in življenje v Posavju v 16. stoletju. Smo? Ok. Skupina Kmetje je že dala svoj govor. Še 10 sekund. Smo? Ok. Da vidimo. Prva skupina napisala Julij Dalmatin, Adam Bohorič, super, pravilno. Tudi druga skupina napisala pravilno. Tako smo zjutraj najprej pričeli z ogledom prenovljene stalne razstave, potem smo po malici ravno kar z otroci igrali, oziroma se igrali zelo zabaven kviz, kjer so morali čim več odgovorov povedati povezavi z življenjem v času 16. stoletja, tako z kmečkimi upori, z obdobjem reformacije. Otroci so bili zelo odlični pri odgovorih, zelo veliko pravilnih odgovorov je bilo, sem zelo presenečen in zelo pozitivno presenečen. Sedaj v nadaljevanju nas čaka danes še ena zanimiva delavnica, kjer bodo otroci lahko se preizkusili v ročnih spretnostih. Iz plastelina bodo izdelovali podobo vodje hrvaško-slovenskega kmečkega upora Matije Gubca. Jutri nas čaka zopet zelo zanimiv dan. Jutrišnji dan bo povezan najprej v uvodu z našo novo arheološko razstavo 8 kopic za dvoje koles, torej z časom Keltov v Posavju. Otroci bodo si ogledali razstavo in v nadaljevanju iz žice izdelovali fibule. Potem v nadaljevanju nas čaka pa še zopet ena zanimiva aktivnost. Otrokom bomo predstavili razstavo, ki sicer je pred nekaj dnevi bila zaključena. To je razstava, ki je predstavila ženske v različnih podobah, kako ženske nosijo svet. To je bila razstava ameriške fotografinje Leke Singh, ki je pri nas gostovala do pred nekaj dni nazaj. Otrokom bomo predstavili različne načine in pomene žensk in njihove vloge v svetu. V nadaljevanju pa se bodo lahko otroci preizkusili v nošenju različnih materialov, na nek način bodo malce potekmovali, malo se poigrali in upodobili ženske, ki v njihovem življenju nosijo svet. Ok, gremo naprej. Ok, naslednje vprašanje zahteva eno številko. Zdaj boste morali na listek napisati eno število. In sicer vprašanje je tako, koliko svetih pisem oziroma Biblij je bilo prvotno natisano? Eno številko. Koliko imamo v Sloveniji ohranjenih svetih pisem oziroma Biblij originalov, tistih iz leta 1584? V katerem kraju v Posavju je danes osnovna šola poimenovana po Juliju Dalmatinu? Kmetje so v 15. stoletju, seveda že prej,
v svoji precej skromni prehrani uporabljali zelo raznovrstno zelenjavo, katere izmed naštetih pa še niso poznali. Zdaj naštejem repa, krompir, por, solata, čebula. Nekaj od tega napišem. Eno od teh besed. To bom še nekaj ponovil besede. Repa, krompir, por, solata, čebula. Kaj od tega takrat, če niso poznali 15 stoletja? Evo, zdaj si pa lahko izberete razporediti malo med sabo. Ok, jaz bom tega. Vsak si izbere eno. Da so včasih, da sta bila 2 grada požgana, Krško in Brežice. Veliko sem si zapomnila tudi iz kviza. Kaj še niso kmečki upori poznali? Ja, smo bili na čisto novi razstavi o kmečkih uporih. Koliko kmetov je bilo v kmečkem uporu?